se je skupni odbor seznanil z gradivom vlade. Ob tem želim poudariti, da je Slovenska demokratska stranka glede prodaje oziroma izpolnjevanja zavez do Evropske komisije, da je njeno stališče popolnoma jasno, že nekaj let. Vse spremembe, ki se dogajajo in zavlačujejo izpolnitev teh zavez, dejansko samo pomeni, da se potencialno cena Nove Ljubljanske banke niža, kar seveda ni dobro, kajti vse to gre na račun davkoplačevalcev. Nobenih dodatnih sklepov ni bilo sprejetih. Kaj več o sami seji? Seja je potekala, tako kot taka seja, razprave, včasih je bila polemična, včasih ni bila. Več ne bi komentiral niti sebe, niti svojih kolegov. Naše stališče še enkrat je jasno, že nekaj let je stabilno in to stabilno stališče seveda zagotavlja tudi čim večjo ceno Nove Ljubljanske banke. Žal ta vlada ni uresničila tisto, kar bi morala in zaradi tega ocenjujem, da je potencialna cena Nove Ljubljanske banke lahko nižja. To pomeni, da državni zbor zdaj ne bo podprl vlade oziroma ministrstva za finance pri tem, kar je ministrica napovedala. Ni nobenega sklepa, ni naloga državnega zbora. Državni zbor je zakonodajno telo, vlada ima vse pristojnosti, da to lahko naredi. Sklep je že nekaj let znan. 4 leta bi lahko vlada naredila karkoli bi hotela za Novo Ljubljansko banko oziroma izpolnila zavezo do Evropske komisije in glede tega ni nobenih novosti. Kaj bilo po vašem namen te seje, pa je bil izpolnjen ta namen? Seznanitev. Hvala lepa. Hvala.